Matej Jonišek, pozdravljen. Sem zelo vesel, da se bova pogovorila o tvojih izkušnjah, uredniških izkušnjah na Radiu Ljubljana. Se pravi, gre za čisto neformalen oziroma tak delaven pogovor. In bi te najprej vprašal, kako se spomniš svojih otroških oziroma teh programov, ki si jih sam kot otrok poslušal oziroma kot mladenič. Kaj je bilo tisto, kar je ostalo v spominu nekaj? Vedno začnem svoje spomine s kaseto, ki se je znašla pri nas doma, na kateri je bil mladinski pevski zbor RTV Slovenija. Še danes imam pred seboj fotografijo te kasete. Na sredini je bil krog in neke rože in mladinski pevski zbor in slovenske ljudske triglasne. In to me je takrat tako zaznamovalo, mladinsko triglasje oziroma večglasje, da sem takrat začutil kot, ne vem, star verjetno 10 let, nekaj takega, še manj kot 10 let, da mi je bilo to nekaj tako neverjetno lepega, da sem si želel skozi biti v stiku s tem že v osnovni šoli. Bil sem tudi kasneje tako zaznamovan, da sem bil dejansko edini fant v mladinskem pevskem zboru, vztrajal do konca, ker je bilo prepevanje v večglasju zame nekaj neverjetnega, nekaj zelo lepega. In zato je moj tak prvi spomin na otroško-mladinsko glasbo. In točno se spomnim, to je bilo RTV Slovenija, kaseta RTV Slovenija. Aha. Pa televizija, radio? Bolj radio, televizija, niti se ne spomnim kakšnih posnetkov koncertov, ti so recimo prišli kasneje v moje življenje, ampak bolj radio, ker smo doma živeli z radijem in s temi oddajami, ki so bile in se je slišalo večglasje pri meni doma, enako tudi recimo, ne vem, pač mene zaznamuje tudi ljudsko petje doma, večglasno in v družini. Mogoče zaradi tega stališča še potem sem bolj dovzeten za te stvari in mi danes veliko pomenijo in vem, da RTV je pač na tem področju edini, ki je takrat dejansko nekaj tako delal, da je arhiv, ki je še danes uporaben. Ja, definitivno. Največji arhiv, pravzaprav, ki obstaja. Kaj pa kasneje zabave? Šolske, obšolske, take mladostne izkušnje z glasbo? To pa se potem prevesi že v popularne sfere, niti več ne toliko klasične, kajti osnovnošolci vedno vsi tam seveda začetkom pubertete začnejo stremeti temu, da je pač klasična glasba mogoče malce manj primerna, brezvezna ali pa ne vem, da se poje se pa ne več. Aha. Tudi na teh zabavah se ni pelo z mladimi. Z mladimi smo šele kasneje na gimnaziji, ker imam tudi izkušnjo z Danico Pirečnik, zborovodkinjo, ki nas je v bistvu zaznamovala z večglasnim petjem in dejansko še bolj zastrupila. Takrat smo začeli mi kot mladi glasbeniki še bolj razmišljati o večglasju. Ampak popularna glasba je bila takrat prevladujoča. Ja, RTV Slovenija tu ni imel takega vpliva, se mi zdi, ker smo bili premladi. Ker mogoče je moj občutek, da takrat ni imel, pa še danes, to pa lahko sam zagotovim, nima vsebin za adolescente. V bistvu za adolescent si z našimi vsebinami nima kaj pomagati. Žal. To je moje mnenje. Zelo strogo. Kakšna imena, recimo iz tedanje popularne glasbe, to, kar je ostalo nekje? V spominu so ostali seveda, ker sem z tega konca Šankrok, pa Šato. Širše pa ne vem, ne spomnim se zdaj, ker nikoli nisem toliko intenzivno razmišljal o tem dejansko. Ne vem. Kakšno glasbeno delovanje, omenil si petje, je bil inštrument, učenje inštrumenta, kaj podobnega, v skupini igranje? Dejansko že, če gremo na to, smo v osnovni šoli imeli kot neke vrste instrumentalno skupino, kjer smo igrali z orfovim instrumentarjem in z glasbili, ki so bila takrat na voljo, pa kar smo mi v glasbeni šoli pač igrali. To smo takrat že združevali. Že v moji osnovni šoli, pa še potem v srednji šoli tudi smo naredili muzikal Hair, recimo. Smo ga prav izvedli, jaz sem takrat pel. Na gimnaziji pa niti ne toliko te instrumentalne igre, bolj vokalne igre, ker smo le bili vpeti v Mešanem mladinski pevski zbor Šolskega centra Velenje. To nas je v bistvu zaznamovalo. Večglasno petje preko
tega zvoka zborovskega. Zborovskega zvoka. Ja. Sicer izkušen z inštrumenti. Kot sam imam končano srednjo glasbeno šolo, kot klarinetist. In kot pianist, v bistvu to dvoje moje, ampak kot zborovski pevec pa skozi. In to je v bistvu zaznamovalo moje delo, tudi še danes ga zaznamuje v službi. To povem tudi zelo jasno, ker imam privzgojene neko drugo estetiko mogoče slušno, kot marsikdo drug. Zato sem marsikdaj sem pač siten. Kaj pa kot instrumentalist, se pravi v srednji šoli, kakšne izkušnje imaš z učitelji? Kakšne skladbe, ki si jih igral, ali pa karkoli ti je ostalo v spominu, te uradne glasbene izkušnje, torej šolske izkušnje? Te moje uradne izkušnje so zelo šolske, zelo trdošolske, ker se pač v srednji glasbeni šoli je program kakršen je in pač je treba nabrati iz neke mere, se vem, kopirajo se note levo, desno, že na koncu, da sploh ne vidiš več, kaj piše. Žal, tako je pri nas. Spomnim se vseh obdobij, vseh skladateljev, zdaj težko bi izpostavil katerega, ampak ja, vse glasbena šola je vplivala name, pa srednja glasbena šola je vplivala name v nekem drugem smislu, v smislu zavedanja znotraj harmonije, raziskovanja zvoka, kombinacij in tega. Zato, da sem kasneje potem začel tudi dosti ukvarjati sam z orfom, pa pisati za orfove instrumentarije in za otroke, da to še danes, v bistvu to znanje srednje glasbene šole ni zanemarljivo. Kot urednik si na radiju 15 let. Ja. A lahko poveš, kako si prišel na radio, kaj te je pritegnilo in kakšni so bili začetki? Jaz sem se takrat, takoj po diplomi na Akademiji za glasbo, sem se zaposlil na osnovni šoli kot profesor glasbe. In jaz sem 4 leta poučeval na osnovni šoli, v bistvu otroke spodbujal k instrumentalni skupinski igri, k kombiniranju glasbil, k petju. In potem sem dobil en dan samo klic Rudija Pančurja, kajti Rudi Pančur je bil takrat uredništva na prvem programu Radia Slovenija, ker je rekel, da se me spomni iz akademije, ker sem bil njegov študent, da sem imel že takrat afiniteto do otroške glasbe, že na akademiji. Me je poklical, pa me je vprašal, če bi me zanimalo to, da si on želi urediti to področje, ki je bilo takrat na radiju zelo razpršeno in ni imelo ene skupne točke, ki bi recimo vodila otroško glasbo naprej. To mi je bilo zelo fascinantno in sem takrat rekel, da bi poskusil. In sem eno leto, v bistvu kot honorarni sodelavec, sem že začel delati oddajo Violinček. Takrat je odgovorna urednica Tatjana Pirc je izmislila to ime Violinčka in smo ga postavili kot neko maskoto. Takrat smo šli celo, mislim, da leto 2010 smo mi s kolegom, ki je bil likovni pedagog, smo celo šli v vrtce in otrokom dali poslušati oddajo Violinček in jim rekli, narišite, kako si predstavljate Violinčka. In otroci so nam narisali, cel kup enih risb je nastalo in likovni pedagog je iz teh risb izluščil nek lik Violinčka, ki ga imate danes na teh projektih Violinček. Torej, zadeva je bila celostno obravnavana. Violinčka smo videli kot en projekt, ki bo ponudil otrokom nove otroške pesmi, ki bo ponudil vizualno podobo, da se lahko otrok poistoveti s tem, da bo kot Violinček, kot nek glasbeni škrat oziroma nek glasbeni, ki ga pritegne. Kasneje iz tega so nastali festivali, ampak kot že rečeno, začetki so bili pa v tem, da se skupaj potegne neko otroško glasbo, ki je takrat ni nihče skrbel načrtno za to področje. No in kot že rečeno, Rudi Pančur je bil pa tisti, ki je pa dal nekako zeleno luč, da se to začne. Oddaje, ki jih pripravljaš, Violinček je en od projektov, si omenil. Katere oddaje so tiste, ki jih sam urejaš? Začel sem res 2009 z oddajo Violinček in tudi s tem pač celim projektom, ki se je v bistvu iztekel leta 2022, to je lansko leto. Sem po vseh teh letih se nekako izpel v oddaji, ker oddaja Violinček je bila na sporedu vsak teden, bila je v začetku 15 minut dolga, bila je ob sredah, ker je nasledila oddajo Pojmo, ker so leta 2009 so mogoče malce pozabili, da v sredo ob 9:30 dopoldne ne bo nobena šola prižgala več radijskega sprejemnika in poslušala. In to je bila neka ostalina od prej, ki sem jaz potem pač prekinil in sem zato slišal mnogo
obtožb tudi takrat, da prekinjam z neko tradicijo, ampak ta tradicija je bila sama sebi namen, ker to niso bila več 70 ali pa 80, ampak leta 2009, ne vem, če mi kdo lahko pove, katera šola se bo ob 10:30 ustavila, prižgala radijski sprejemnik in se ob radiju učila pesem. Jaz ne poznam takšne šole, je ni več. In je bilo treba to stvar modernizirati. In violinček je takrat se potem po nekih teh, ne vem, mislim, da je leto ali pa 2 je bil še ob sredah, potem smo ga dali pa na sobotno dopoldne, ker takrat imamo pri nas na prvem programu program za mlade in otroke, od 8 do 11 je to ta termin in tu noter se je bolj smiselno bilo vključiti še z oddajo Violinček, ki je postala samostojna enota znotraj radijskega Ringaraja. No in ta Violinček oddaja je ponujala otrokom vsak teden nove vsebine, recimo enkrat so se učili novo pesem, res so se jo učili, po nekih didaktičnih principih, po delih, po metodi imitacije. Vse te metode sem upošteval, ker pač sem glasbeni pedagog. Potem so spoznavali nova glasbila, pogovarjali smo se z glasbeniki, da so na čim bolj enostaven način razlagali otrokom, kako deluje harfa. Ne iz nekega blazno učenega stališča, ampak da pove, jaz naredim to in se zgodi to. Zelo, zelo enostavno. Jaz kot urednik sem vedno želel otrokom, še danes, mladim, približati vsebine, ki se mogoče zdijo njim blazno zahtevne, ampak sej niso. Če jih ti na prav način znaš obrniti, pa otrokom prikazati razumljive, jih bojo sprejeli in jih bojo imeli radi. In tako je bil Violinček vsa ta leta, pa smo ga skrajšali na 8 minut in pol po vseh teh, po dejansko 14 letih sem jaz rekel, da nima več kaj povedati s to oddajo, ker sej res je, da otroci zrastajo, pa sem potem malo že kolobaril z oddajami in s temami, ker dejansko smo predelali vse, kako zveni orkester, kaj je napisal Beethoven, kako pevski glas deluje, vse, kar je že skoraj smo obdelali. In sem potem zdaj prevzel pa uredništvo na oddajo Huda muska, ki pa je namenjena malce starejšim. Pri Hudi muski pa ni več ta predšolski pa prva triada, starostno obdobje, ampak je s Hudo musko posegam pa že v drugo in pa tretjo triado, ki pa je na neke vrste glasbenem področju najbolj zapostavljena. To ugotavljamo skupaj, ker pač sodelujem z Zavodom za šolstvo, sodelujem s pedagoško fakulteto. Najbolj so zapostavljeni ti pubertetniki, ki dejansko ne spadajo več med otroške pesmi in ne spadajo še v ta odrasel svet, ampak spadajo nekje vmes, ki imajo svoje težave, kako gledajo na svet, kako se spopadajo. Pridejo v puberteto, starši nič več ne vedo, ker so oni pač najpametnejši. Torej, teh vsebin za otroke, za mlade, za pubertetnike pa še danes primanjkuje. To pa je dejstvo. No in s to Hudo musko pa zdaj poskušam nekako spet približati glasbeni svet tem mladim, da se lotevam zelo, zelo različnih tem. Od, ne vem, čisto klasičnih, kako deluje pevski aparat, ki seveda razlagam na malo višjem nivoju, kot sem v violinčku, ampak lahko se teh tem poslužim še malce bolj eksaktno in malce bolj povrtam v notranjost, ali pa do beatboxa, kaj je beatbox, kako deluje body percussion, kako torej tukaj ni, zato ker vemo, da če vi tem mladim adolescentom, take so moje izkušnje, ko sem poučeval, ko ti tem mladim daš možnost, da ustvarijo nekaj, ustvarijo čuda. In zato je tudi Huda muska v bistvu odprta za marsikatero temo. No in to sta ti dve moji glavni oddaji, ki so violinčka so prej, Hudo musko pa še zdaj urejam. Ko si prišel kot urednik, so bila kakšna vodila, kakšna navodila, kakšni napotki, ki si jih dobil od nadrejenih, ali je bilo veliko samostojne iniciative? Kako je to potekalo in kako danes poteka? Kakšna je sploh ta struktura delovanja znotraj Radia Slovenija? V začetkih seveda, jaz sem bil razmeroma mlad takrat, po 4 letih delovnih izkušenj v šolstvu, potem prideš na radio, kjer v bistvu odgovarjaš za široko množico in odgovarjaš s svojim imenom in odgovarjaš tudi z neko izobrazbeno strukturo, ki je za tabo. Se mi zdi to zelo pomembno. Takrat seveda je moj nadrejeni Rudi Pančur mi je dajal neka vodila, ampak je vedno je bilo to, odloči se sam, ti si na tem mestu, ampak jaz sem vedno še preverjal nekaj časa, kako se mu te ideje zdijo, kam peljejo. Potem se je z leti to v bistvu spraševanje nehalo, malce si razširiš svoj diapazon, malce širše začneš gledati, ugotoviš, da imaš lahko na radiju
zelo, zelo odprte roke, zato je to zelo lepa služba, ker lahko narediš marsikaj, kar si zamisliš. Kakšna navodila v tem smislu, da bi nekdo rekel usmeritve, pa jih ni bilo. Mogoče sem edino imel tu in tam, ampak to je bilo v začetkih, kakšne grde poglede strani starejše generacije skladateljev, češ da prekinjam z neko tradicijo te klasične otroške glasbe in da jo preveč moderniziram. Ampak meni se to takrat ni zdelo sporno, zato ker otroci živijo v drugem zvočnem svetu. Oni imajo povsem druge zvočne informacije, že kot sem jih imel jaz, kot so jih imeli kdorkoli pred mano. In zato je treba tega otroka pač zvočno modernizirati, ne da na škodo kvalitete, ampak ga zvočno posodobiti. Zato je violinček nastal, da smo vedno dali skladateljem proste roke. Ti aranžiraš, seveda, zdaj moram poudariti, zdaj malo skačem, ampak ti osnovni parametri za otroško glasbo, od ambitusa, kje mora biti napisano, kako mora biti, to seveda pri vseh skladbah ostaja. Ker sem jaz zavračal skladatelje, ki niso pač napisali pravilno tako, kot je treba, da so otrokom napisali ali previsoko ali pa prenisko. Te stvari so seveda ostale, ampak bilo je pa to moje delo, skratka, moje razmišljanje, moje videnje otroške glasbe pri nas v 21. stoletju zdaj že. Moje. In je to sodelovanje s kolegi, s tudi televizijo, ne nazadnje, z drugimi ustanovami, ki si jih omenil, verjetno pomembno. Kako to poteka? Jaz sem že takoj... Šolami. Ja. Jaz sem že takoj, ko sem prišel na radio, sem takoj s svojimi sošolci vzpostavil stik in v bistvu so bili oni nekako moji, z akademije seveda, so bili oni moji testni, da sem rekel, gled, tole je violinček, poslušaj, kaj se tebi zdi. In v bistvu so bili oni tisti, ki so spodbujali in so nastajanje teh pesmi, ker so bili navdušeni, ker je bilo nekaj svežega, nekaj novega, nekaj drugačnega kot do zdaj. Seveda v skladu, kot že prej rečeno, v skladu z vsemi pravili za otroško pesem. Ampak je bilo nekaj svežega. Potem sem prek Zavoda za šolstvo in doktorice Inge Breznik, v bistvu sva kar en super tandem, zato ker Inge Breznik hkrati tudi neke vrste preverja te stvari, je fajn imeti včasih malo še eno uho zraven, ki je zunaj, in ona je v stiku neposredno z vsemi šolami in z vsemi glasbenimi pedagogi pri nas, zato ona dejansko vse te projekte potem plasira v šole in jih tudi promovira, zato da se ti violinčki danes res uporabljajo, ker drugače je moja funkcija popolnoma brezpredmetna, da jaz delam na radiju stvari, ki potem ne pridejo v javnost in da jih jaz držim sam zase tam, to nima smisla. Ampak te stvari morajo biti uporabne za šole, za vrtce, za kogarkoli, ali samo kot za poslušanje, ali za poustvarjanje, ali pa samo za petje, karkoli. Bistvo je meni vedno, da so te stvari v praksi. To. Se pravi, sodelovanja so s šolami, obstaja sodelovanje recimo s društvom skladateljev, s kakimi glasbeniki, skupinami, je to pomembno? Z društvom skladateljev niti ne, niti nikoli ni bilo nekega sodelovanja. Moram reči, da najbolj s šolami, z Zavodom za šolstvo, s pedagoško fakulteto, z akademijo se bom poskusil zdaj v prihodnosti malo bolj se posvetiti akademiji, da bi malo glasbene pedagoge vključili v to, zato ker so čist potem pridejo v prakso in ne vejo, kaj vzeti. Mogoče je tudi na mojem, da grem jaz na akademijo pa predstavim kaj, to upam, da pride do tega. Ostale institucije pa odlično smo, recimo sodelovali smo s Cankarjevim domom za kantato, ki je Tina, kjer smo imeli 2 predstavi za slovenske vrtce. Nekako pa se mi zdi, da znotraj hiše recimo najdem zelo dobre zasedbe, glasbenike, pevce, s katerimi lahko sodelujem. Se mi zdi, da mi kar pokrijemo en velik del tega, da meni ni treba skakati zdaj ven pa iskati enega izvajalca, ker imamo v hiši. Potrebujem pianista, ga imam zaposlenega in to je pač plus tega dela. Ne? Ja. Kako pa poteka to sodelovanje? Vi imate orkestre, big band, se pravi simfonike, big band, imate 2 zbora. Obstaja neka sinergija tu? Ja, moram pa povedati, da sem mogel v teh letih kar otroško glasbo postaviti na svoje mesto, ker je prej bilo kar malo podcenjevanja. Češ, to je za otroke, se je v redu in se ni
mogoče posnelo tako, kot bi se lahko. Jaz zdaj vedno, kadar imam te projekte, stopim pred orkester, zato ker to so le profesionalni glasbeniki, akademski glasbeniki, ki igrajo s svetovno priznanimi dirigenti na svetovnih odrih. Pred vsakim snemanjem vedno stopim pred orkester in jih nagovorim, da vedo, zakaj delajo. Zato, ker tudi orkestraši, glasbeniki sami pravijo, da tega marsikdaj sploh ne vedo, za koga snemajo, zakaj snemajo, ker te informacije ne pridejo do njih, ker oni pač dobijo note na pult in odigrajo. To je pač delo profesionalnega glasbenika, orkestraša. Ampak, ko jih jaz nagovorim in jim povem, ne vem, ta skladba je bila, ne vem, letos izbrana, da jo pojejo, izbrana prek Zavoda za šolstvo, da jo pojejo vsi zbori in te posnetke ste vi odigrali in vsi slovenski otroci v osnovnih šolah jih poslušajo, to glasbenike drugače nagovori, ne? In potem malce drugače igrajo. In mislim, to sodelovanje je zelo vredno, moram reči, z našimi orkestri. Zbori pa tudi. Z Anko Jazbec v bistvu sodelujeva že ker je naša zborovodkinja otroškega pevskega zbora, z njo zelo veliko. In tu s Tomažem Pirnatom smo imeli zdaj na zadnji projekt Veorabije, ki smo ga tudi peljali v Mursko Soboto, kjer smo imeli dva koncerta za murskosoboške osnovnošolce, ki so sprejeli to z navdušenjem. In moram reči, da ta sodelovanja med ansambli pa med mano so zelo v redu, ampak seveda to ni tako, da jaz rečem, drug teden potrebujem posneto skladbo, ampak to so stvari, ki potekajo v daljših časovnih obdobjih. Zato je delo glasbenega urednika. Jaz ne razmišljam o tem, kaj bo imel letos. Jaz moram razmišljati, kaj bo drugo ali pa čez 2 leti, zato ker to so postopki, ki trajajo in tudi otroci se ne morejo naučiti toliko stvari naenkrat. To pač je delo, ki ga moraš načrtovati. To ne gre z roko v usta. Kaj pa ustanove, ki recimo poklicno skrbijo za otroško glasbo? Mladinska knjiga, Ciciban, Cicido, glasbena mladina, nazadnje, obstajajo kakšne povezave? Z revijo Ciciban, Cicido je bila navezava še prej pri oddaji Pojemo, potem se je z violinčkom ta navezava nehala, ker smo mi želeli znotraj hiše sami izdajati note. Sami smo želeli biti tisti, ki bomo dali ven na trg, zato so tudi violinčki bili izdani kot neke vrste male pesmarice. Ravno zaradi tega, ker pri ne vem, kateri Cicidoju se mi zdi, da so izdali te pesmi, ki so se jih učili pri oddaji Pojemo vsak teden, je bila noter notna priloga. Tega pa ni več bilo, ker smo rekli, mi moramo to sami narediti. In sem jaz takrat tudi želel, da to mi res izvedemo kot celosten projekt pri violinčku in da se izda zraven pesmarica, ki bo uporabna za pedagoga, da jo lahko da na klavir. Kar se tiče pa glasbene mladine, pa sodelujemo revija Glasna, recimo. Revija Glasna vedno piše recenzije naših stvari. Glasbena mladina je pa super, ker smo takrat glasbena mladina vedno mi rečejo, vi samo povejte, kateri projekt pa bomo naredili. Smo takrat šli skupaj z glasbeno mladino, da smo v Linhartovi dvorani dejansko napolnili z ljubljanskimi vrtci 2-krat predstavo, ki je Tina. Je bilo odlično sodelovanje. Odlično. Vedno. Ko pogledaš oddaje oziroma projekte, je poudarek več na poustvarjalnosti, na ustvarjalnosti, na poslušanju, dojemanju glasbe. Lahko izpostaviš kakšne vsebine? Jaz bi rekel, da kar na vseh. Zato, ker skozi oddaje se mi zdi, da mora otrok dobiti čim več izkušenj, ki jih lahko, zato da lahko sam si ustvari neko sliko. Ne, da mu jaz rečem, takole mora biti, pa to moraš ti. Ne. On mora dobiti vse aspekte, kar se tiče glasbe. O tem, kakšne barve, recimo, dostikrat se pogovarjamo o barvah, o kako zveni to, ampak sam si mora pa na koncu ustvariti mnenje s čim več različnimi zvočnimi izkušnjami. To je bilo moje vodilo skozi in to je še danes. A sem sploh odgovoril. Kako je pa z glasbenimi šolami? So vključene nekje v te projekte? Je to posebna raven sodelovanja? Tako je, z glasbenimi šolami sodelujem v nekih intervalih, se mi zdi, pride, pa sodelujemo, pa spet nekaj časa ne. Lani smo z glasbeno šolo Velenje posneli projekt, to glasbeno delo Tadeje Vulc, Pisani svet orkestra. Zdaj pa ne vem, sramota.
to, kar je imela filharmonija, glasbena matica, toliko predstav. Kaj je že pisani svet glasbe, a je tako naslov. Groza. Kako je že Tadej Vulc? Otroški svet glasbe. Ne, ima drugače naslov. A drugače pa naslov. Ja, ki pripoveduje zgodbo o notnih simbolih, o notah, o violinskem ključu. Ta projekt. Ja, aha. Tega smo recimo zdaj na zadnji snemali jeseni z glasbeno šolo Velenje, z mladinskim pevskim zborom, pa z njihovo instrumentalno zasedbo. Pa včasih se mi zdi zelo težko, težko prideš znotraj glasbene šole, jaz kot prvi program, mogoče kot Ars lažje pridejo, ker jaz vedno hočem nekaj od njih, da bi nekaj posneli, pa da nekaj naredimo, zato ker oni imajo svoj sistem in svoj red in to je tako kot z osnovnimi šolami. Oni imajo tudi svoj red in ti zelo težko vstopaš noter, ker ne moreš ti posegati v njihov pedagoški proces. Ne? In vse, karkoli ti narediš od zunaj, pa rečeš, dajmo mi nekaj narediti skupaj, posežeš v njihov proces in zmotiš dejansko. Zdaj, če grem samo postaviti pa posneti, to je drugo. To sploh ni problema, to kadarkoli se lahko dogovori z glasbenimi šolami. To se da. Omenil si, urednik razmišlja leto, dve vnaprej. Kako potekajo ti premisleki in kako se to pravzaprav postavi? Imaš svobodne roke? Po kakšnem ključu si narediš nek letni načrt? To, da imam svobodne roke, to je največja čast, ki lahko ima nekdo na delovnem mestu. Razmišljam tako, da recimo pogledam, lahko tudi kar povem, da sem že nekaj let zdaj, pa je korona prekinila, sem raziskoval naš glasbeni arhiv in sem ugotovil, da pesmi otroških in mladinskih Tomaža Habeta sploh nimamo studijsko posnetih, oziroma je posnetih zelo, zelo malo. Te pesmi redno pojejo zbori, na vseh revijah, na vseh tekmovanjih, ampak niso pa bile studijsko posnete. Torej, mi smo imeli neke posnetke iz tekmovanj, ki so pač, kar so. So arhivski posnetki, ki so pomembni, da ti slišiš, kaj se je dogajalo, ampak vsaj se meni zdi tudi pomembno, da imamo mi te arhivske posnetke kot pripravljene za izdajo in jih na novo posnamemo. In zdaj že v bistvu tako zaradi korone nekako počasi zaključujemo ta projekt, da snemamo tiste pesmi, ki sploh niso bile nikoli studijsko posnete Tomaža Habeta za otroški zbor, nekaj bo celo za mladinski tudi jih zraven, zato ker so izredno radi jih imajo otroci in izredno veliko jih tudi pojejo. To je recimo en tak vidik, ko se jaz usedem pa malo pregledam arhiv. Potem drug je, če dobim seveda sredstva, da naročim nekaj novega. Zato, da nismo skozi pri teh stvarih, ki so že prepete, ampak da se mi zdi zelo pomembno, da radio daje ven nove stvari. Torej, zelo, zelo pomembno je to, ker skladatelji sami nimajo mogoče nekih finančnih zmožnosti, da bodo šli v samo izdaje, pa samo založbe z nekimi stvarmi. Mogoče smo mi na tem mestu, da rečemo, a bi ti napisal to, a bi ti, ali pa damo razpis, ker smo tudi razpise že dali ven za otroško glasbo, 2krat sta bila razpisa, da dobimo nov material. Ker seveda moramo mi spodbujati ta svet, ker če tega ne bomo spodbujali, nihče ne bo pisal za otroke. Je ta, da lahko jaz naročim, to je zelo lepo, nazadnje sem naročil kantato, ki je Tina, ki je nastala, ki je tudi izdana kot CD in kot notna zbirka, da lahko s klavirsko spremljavo, da lahko na šolah pojejo. Potem je pa za naprej, pa da se dogovarjam še z obema zborovodjema, če imam karkoli, zato da vemo, kaj in kako, pa da tudi jaz moram malo vedeti za razpoložljivost orkestrov, če potrebujemo orkestre, kdaj bodo to lahko posneli. Recimo, trenutno imamo posneto tudi od Roka Goloba, mladinski muzikal, Čudežno drevo, čakamo še na zborovski par, da ga posnamejo, ker je bil samo enkrat in edinkrat izveden pred 10 leti praktično in nikoli več. In smo ga zdaj studijsko posneli, ne vem, potegnem iz arhiva kaj takega, pa posnamemo še enkrat. To je v bistvu čar tega dela, da lahko neke stvari, ki mogoče so ostale zaprašene, pa jih spet obudiš, pa jih daš ven. Ampak še vedno jaz si jih želim dati ven javnosti, torej šolam, da izvajajo. To je moje vodilo. Pa imate snemanja samo znotraj hiše ali so tudi terenska snemanja? Odvisno, kaj potrebujem. Recimo Kraljestvo glasbe, Tadej Vulc, da sem se spomnil, Kraljestvo glasbe smo snemali v Velenju v glasbeni šoli, zato ker je bilo organizacijsko preveč
pripeljati cel mladinski pevski zbor in orkestrček v Ljubljano v studio. In seveda tega ne posnameš v enem dnevu, ampak to traja. In je naša ekipa bila v Velenju in smo posneli v glasbeni šoli v veliki dvorani. Odvisno, če so take manjše zasedbe, imeli smo tudi projekt od Vitja Ausca, Živali iz Vidine slikanice, je bilo za harmoniko, kjer smo sodelovali tudi z Zvezo slovenskih glasbenih šol. So harmonikari so imeli projekt in so te skladbe igrali po celi Sloveniji, in ko so, otroci so igrali, različni otroci, različne skladbe, in ko so, imeli že 4 koncerte za sabo, ker so prav krožili po glasbenih šolah, potem so prišli pa k nam v studio in so posneli. Imamo danes tudi posnet Živali iz Vidine slikanice kot en projekt s harmoniko, ki je krasen v sodelovanju z Zvezo slovenskih glasbenih šol. Krasen. Drugače te stvari, ki so pa naše, pa seveda snemamo znotraj hiše. Ta delitev med popularno in umetnostno glasbo je zelo močna. Edina, ki jo presega, je revija Glasbena mladina, ki je vključevala tudi popularno glasbo, ampak vsi se nekako odmikajo oziroma jasno delijo na eno in drugo. Kako je s tem? Ti si omenil posodabljanje slušnega sveta. To je zame osebno to velika bedarija. Zaradi tega, ker mi ne smemo ne postavljati klasične glasbe na piedestal kot nekaj nedostopnega in nerazumljivega. Absolutno ne smemo, ker dostikrat se to zgodi, da je to pa ni zate, ker to je klasična glasba. Absolutno ne smemo tega početi. In absolutno ne smemo podcenjevati popularne glasbe, ker mi danes živimo v svetu, ki je pač obkrožen s popularno glasbo. In to jaz vedno govorim, ko otroci, ko se starši usedajo v avto, ko prižgajo avto, slišijo radio. Če nima ravno na Arsu, slišijo popularno glasbo. In vemo, da kakšen odstotek ljudi ima na Arsu, da to ni toliko ljudi. Ampak poslušajo vsi popularno glasbo, radijske postaje različne povsod po državi. In otroci pač rastejo s tem. In mi moramo otroke naučiti, da ločijo, kaj je dobro in kaj ni dobro znotraj te popularne glasbe. A hkrati moramo približati klasično glasbo, da jo bojo sprejeli kot nekaj normalnega in vsakodnevnega. Ker se mi zdi, da pa vse prevečkrat glasbeni pedagogi, pa to zdaj pljuvam v lastno skledo, prevečkrat ločimo, tako kot si rekel, ločimo levo, desno, to je popularno, to pa je strogo klasično, ne smemo tega delati. To je glasba, moramo se samo naučiti ločiti, kaj je in kaj ni. To je tisto, kar je bistvo, se meni zdi, za glasbene pedagoge, da mora otrokom približati. Seveda ne bo otrokom zdaj predvajal tam, neke slave, popularne glasbe, pa kar sploh ni primerno vsebinsko, niti ne glasbeno, vse pa vemo. Vse smo bili za to vzgojeni in šolani. Ampak da približajo na nek normalen način in klasiko in popularno glasbo. Da to ni toliko bistveno drugače. Pa je v tej paleti, izredno bogati paleti, da ne rečem že kaosu glasbe, danes to še tako jasno, kaj je dobro, kaj ni dobro. Danes se je ta meja zelo zabrisala, zaradi tega, ker smo se mi zdi vse manj kritični. Vsi gremo skupaj v nek bazen, neke sive gmote, da sploh v bistvu ne vemo več, kaj je in kaj ni, zelo hitro že sprejmemo kako stvar, ki mogoče sploh ne bi smeli, oziroma dostikrat se jo plasira ven, pa internet danes je povsod, internet ti naključno, oziroma ti že potem, kako ti brskaš, ti meče zadetke ven in ti vrže neke skladbe, ki v bistvu so totalno za nič slabe. In se mi zdi, da smo premalo kritični, da je mogoče premalo kritičen tudi izobraževalni sistem od dna do vrha, to mislim tudi do univerz, do akademije, do filozofske fakultete, do vsega, kar pač, če smo na področju glasbe, ker bi morali pa to otroke malo bolj navaditi, otroke, pa že pa tudi študente, ki jih izobražujejo, malo bolj jim povedati, kaj pa je primerno, pa kaj ni. Da so ene ločnice, Vse se jih da, vse to midva veva, vse slišiš, vse veš. Pa zdaj ne bom razpravljal o teh stvareh, ker je to preveč. Ko pogledaš na svoje delo, je težko dobiti neko oceno od zunaj. Pa vendarle jo mora vsak nekje poiskati, karkoli počnemo, je treba nekje spremljati s nekim tretjim očesom. Radio nima več samostojne
Glasbenega programa. Ni programa, ampak nekoga, ki bi spremljal. Včasih je bil, ne vem kaj, bil oddelek za spremljanje poslušanosti. Aha. In to se zdaj posluša, to je neka zunanja ustanova, ki zdaj spremlja. In nazadnje se mi zdi, da okrog 2005-2006 ta odsek ukinjen. Zdaj, kako spremljaš odzive na svoje delo? Največkrat se poslušalci recimo odzovejo kar neposredno s klicem ali pa z elektronsko pošto. To je največkrat se to zgodi. Če pa grem dejansko na področje res otroške glasbe, je pa največ te povratne informacije pride iz šol od glasbenih pedagogov, ki te stvari uporabljajo. In recimo, ne vem, tudi v času korone je bilo prav projektno, so me prosili, če lahko vse te oddaje, ki so takrat sem še violinčke delal, dam jaz na splet, da bodo otrokom lahko dajali poslušalske naloge. In to je moj feedback, da vem, da to uporabljajo. In so želeli, da se, ne vem, ker so zakonska pravila, so koliko časa lahko posnetek na spletu, da so prosili, če lahko to podaljšamo, ker so dajali otrokom v šolah poslušalske naloge iz mojih oddaj. In to je bil tisti največji feedback. Ampak dejansko pa skozi nekje nekdo, jaz se poslušamo oddajo, vse vemo, kaj se dogaja, skozi spremljamo. Ker morate vedeti, da niso te oddaje violinček ali pa huda muzika namenjene zgolj in samo tej populaciji, za katero jo promoviramo, ampak morate gledati tudi širše, da mi s tem izobražujemo tudi narod širše, da tisti, ki poslušajo, da se kaj naučijo konec koncev. Saj ne gre samo za enoznačno, ne. Da če jaz razlagam o simfoniji, zato da tudi nekdo, ki mogoče ni slišal, sploh razlaga, kaj je simfonija, ne samo otrokom, ampak tudi odrasel, ki posluša. Ne vem, nekdo, ki ima doma pač radio prižgan, da sliši, da to je simfonija, zato ker vidi nekaj, da je napisano. Saj gre tudi za širši moment tu, ne. Ne samo za vpliv na otroke, ampak tudi na odrasle. Glavne prednosti in glavne slabosti pri svojem delu, kako bi jih povzel? Glavne prednosti je ravno ta svoboda in pa vpliv, ki ga lahko imaš mogoče na razvoj otroške glasbe. Nek vpliv ali pa da lahko spodbudiš, da se začne več delati za otroke. Ker zdaj v zadnjem času se kar razmahalo ta ustvarjalnost za otroke. Pa ne tista popularna, ampak klasično, da imaš dela, da se danes da dobiti cel kup del, ki so recimo jih pedagogi na šolah naredili za svoje zbore, pa so jih dali ven, da si želijo, da še drugi to slišijo, pa da izvajajo. Prej tega ni bilo toliko, zdaj se je to začelo. Torej, mogoče je pripomogel radio k temu, ker sem jaz skozi težil vsem pedagogom, dejte delati, dejte pisati. Meni so tudi ponujali, lahko bi tole posneli, bi to. Skozi je nekje, skozi lahko imam, ne vem, občutek, kaj se dogaja na terenu, skozi dobivam neki feedback. To je nek plus, nek vpliv na nek razvoj, ki je pač strokovno podkrepljen, da ni sam sebi namen. Minusi, pa, kak je pa minus? Ja, da se vedno sprašuješ, a delaš prav ali ne. A delaš prav ali ne. To pa je vprašanje. Upaš, da delaš prav, delaš po svojih najboljših močeh, po svoji estetiki. Drugih minusov. Pogled naprej. Zdaj, po takih izkušnjah, po poznavanju dela na radiju, poznavanju arhiva, kaj je tisto, kar bi, če bi sam lahko ustvarjal, priporočil ali pa sam delal pravzaprav? Če bi imel možnost, bi zagotovo šel v kak projekt, da bi nastala nova dela za otroški in za mladinski pevski zbor. Ker mislim, da bomo morali malce, sploh pri mladinskem petju, žal malce spustiti ta nivo, da bomo sploh še dobili mi mlade, da bodo peli v večglasju, ker se je po koroni kar precej razsul ta večglasni osnovnošolski svet. Se trudijo, na nekaterih šolah to blazno živi, na drugih šolah pa nikakor se ne morejo več sestaviti skupaj in bomo morali to nekako začeti te otroke na nek drug način privabljati k pevskemu zboru. Ne rečem s tem, da bomo mi zdaj izvajali pa ne vem kaj popularno glasbo, pa Nicki Minaj, pa ne vem te anglosaksonske, ampak da bomo morali mogoče zborovsko glasbo približati mogoče z dvoglasi najprej, z enoglasji.
mladinsko. Da bo sploh želeli otroci peti, ker smo v času velikega individualizma in zelo težko ti otroke še dobiš. Otroški pevski zbori živijo in pojejo. Mladinci pa potem vsak bi bil solist, zato ker je vsak najboljši, vsak bi pil sam zase, nihče pa ne bi skupinsko več poustvarjal, ker to je brez veze. Ker tam se ne morem jaz pokazati, ampak tam je skupina. In to mislim ne samo, da kot glasbenik, ampak kot celotna družba imeli še ogromno dela. Lepa hvala. Hvala za povabilo.